Danes je v naši družbi Anita Rehar, lepo pozdravljena, dobrodošla. Obeta se nam izkustveni večer, možnost in priložnost, da sami začutimo bližino dušnega sveta, da se sami soočimo z vsemi tistimi situacijami, na katere smo imeli več vprašanj kot odgovorov, torej svet onostranstva, svet duš, poseben izkustven večer, ki bo torej 15. oktobra tukaj v Ljubljani potekal, potem 5. 11. pa še delavnica kanaliziranja, torej da se sami naučimo tega dela za dušam, da gredo naprej in podobno. Pred nami pa je vendarle še dan mrtvih, dan, ko se odpravimo na pokopališča. Kaj se energijsko dogaja v teh časih, v teh dneh, kako duše dojemajo to, kakšna priložnost to je tisto, kar nas zanima, kako se tudi energijsko pripravimo ali pa morebiti zaščitimo, če to sploh potrebujemo. Pozdravljena. Tako je, za dan mrtvih jaz rečem, da se zemlja odpre. Nekaj dni prej že in pa nekaj dni kasneje pride do tega zapiranja. V teh trenutkih, v teh dnevih je pomembno, da smo čustveno stabilni. Čeravno se to sliši zelo kontradiktorno, ker vemo, da to je pač dan mrtvih, to je dan spomina na naše pokojne, na mrtve in ne moramo ravno imeti veselice na ta dan, a ne, in biti juhuhu. Vendar kljub temu, zakaj je potrebno biti čustveno stabilen in trden? Zaradi tega, ker se tako že zaščitimo. Če smo mi čustveno stabilni, je to že osnovna energijska zaščita, da preprečimo temu podzemlju, ki se odpira in dušicam, ki pridejo na plano, da se nekako prilepijo na naše energijsko polje. Ampak, a pridejo samo dušice ali tudi druge entitete? Lahko pridejo tudi druge entitete. Zdaj, če bi samo te dušice prišle, ne bi bil to tak strašen neki izziv, a ne? Pač se jih odpelje v svetlobo in to. Vemo pa, da se lahko tudi druge entitete tukaj pojavijo, kar pa nam lahko prinese malo večje izzive in težje situacije na drugih naših življenjskih področjih, a ne? Bodi si poslovno, bodi si privatno, čustveno, psihično, fizično, kakorkoli. Torej, čustvena stabilnost, naše notranje ravnovesje, naša najboljša zaščita, to smo slišali tudi prejšnjo leto na tem dogodku, ko si nam res približala in mislim, da smo kar vsi jokali in se tresli procesom, ki so se odvijali in verjamem, da se bodo tudi letos, ampak to bo šele 15. oktobra. Zdaj za ta dan mrtvih, a je priporočljivo poleg te čustvene stabilnosti, mogoče tudi, ne vem, da imamo posebno barvo oblačil ali pa da ne vem, naredimo prej kakšno tehniko ali da mogoče sploh ne gremo takrat, ko gredo vsi ostali. Zakaj tudi nosimo rože? Tukaj bi rekla, jaz bom zdaj najprej iz sebe izhajala. Ne se črno obleči, pa ne točno na dan mrtvih na pokopališče. To je iz mene, to jaz tako funkcioniram. Vsak pa naj posluša svoj glas notranji in deluje tako, kot on čuti. Pri barvi oblačil bi rekla, da ja, absolutno je lahko to ena taka zaščita, ker če mi verjamemo, da nas nekaj zaščiti, nas tudi bo zaščitilo to. In če mi verjamemo, da nam rumena barva daje ta zaščitni pol, dajte si rumeno obleči. Če verjamete, da je to modra, modro. Nič zato, če greste na pokopališče, ne rabite biti v črnini. Ni treba, a ne? In če je možno, kak je dan, dva pred tem iti, kot pa na dan mrtvih, ali pa kasneje. In pa rože nosimo v bistvu pa zato, ker je to nekako en taki vir življenja. Se pravi, mi pošljemo energijo tej duši? Tako. Mi z rožami dajemo energijo, ker jo položimo v vazo in
to je vir življenja, roža in to bi naj šlo potem kot ena hrana za to dušico pokojno. Tako poenostavljeno povedano. Slišala sem, da dejansko vse te sveče, ki jih danes prižigamo, pa elektronske, pa ne vem kaj vse, da to nima nobene veze, da je resnično energijo duši naprej v naslednja življenja ali kjerkoli pač že je, poslala samo sveča iz čebeljega voska. Je to res? Ja, zato ker sploh električne svečke, to ni tisti pravi ogenj, a ne? In v bistvu ogenj je tisti, ki tudi daje toploto, daje življenje, en izmed glavnih elementov, a ne? In ko mi prižigamo svečko, je pomembno, da je to prava sveča. In še toliko bolj, ker čebelji vosek je itak naraven. Vibracijsko visok, ne? Tako, ta vosek je umeten, kemično pridelan. In čebelji vosek, tako kot si rekla, je vibracijsko zelo visok in višja, ko je vibracija, večjo težo, večji efekt bo to imelo pri samem pošiljanju te energije. Ali pokojniki, ki mi gremo na pokopališče, pa jim ne samo te rožice, se pravi, tudi umetne rožice ne bojo dale energijo, Ne. Torej sveže cvetje in čebelji vosek, a oni pridejo zraven, nas opazujejo, kako vemo, če so takrat zataknjeni ali pa so dejansko že šli naprej. Je tukaj kakšna razlika, na kaj smo lahko pozorni? Zopet bom iz sebe izhajala, ko grem jaz svečko prižgat stari mami, čist vedno pride in je prisotna. Čist vedno. Še enkrat nisem bila, da ne bi prišla. Sicer ne grem pogosto, ker pač ne obiskujem ne vem koliko pokopališč, ampak ja, dejansko so lahko prisotni, lahko pridejo, lahko pa tudi ne. Da vemo, da je vse v redu, čutimo v sebi tisti mir. Čim čutimo v sebi neko nervozo, pa je ne znamo pojasniti, recimo že na samem pokopališču, je to znak, da tu v tej povezavi na energijski ravni duše nekaj ne štima. Nekaj ne štima. Ja. Evo, več informacij, torej, kot smo rekli, vabljeni na izkustveni večer, kjer boste spoznali svet duš in potem kasneje tudi na delavnico kanaliziranja. Več informacij na klepet@kavi.si, lahko pa kar pokličete in si rezervirate svoje mesto. To je ponavadi razprodan dogodek, tako da bodite dovolj hitri s prijavami.